SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu SBC Aktualno. Moje ime je Katarina Matejčič in bom danes ponovno vaša gostiteljica. Tema pa še kako aktualna in sicer kadrovanje. Tudi zaradi odstopov ministrov in podobnega se je v zadnjem času tudi na tem področju zgodilo kar nekaj afer in seveda danes o tem z mojimi gosti, ki so za to temo še kako primerni, in sicer na moji levi Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije, na moji desni podjetnik in lastnik podjetja Metalika Igor Arh in pa trenutno predvsem kadrovik, predtem pa v NKBM-ju, Telekomu, Mercatorju, torej tudi podjetjih, kjer včasih kdo rad odloži kakšnega prijatelja, zdaj pa direktor podjetja HCM Rok Zupančič. Dobrodošli v našem studiu in pozdravljeni. Hvala za obilo. Začnemo z vami. Ravno danes je bila objavljena nova lestvica Transparency o zaznavanju korupcije, kjer je Slovenija sicer ohranila 56 točk od 100, vendar s tem padla za eno mesto na 42. Koliko k temu zaznavanju očitno vedno hujše korupcije prispevajo tudi afere, ki so vezane na kadrovanje, recimo na to, da nekdo, ki je nekje naredil nekaj slabega, mu je bilo dokazana taka ali drugačna odgovornost, zelo hitro dobi dobro plačano službo, običajno državna uprava, državna podjetja oziroma kaj podobnega. Ja, zagotovo, morda tudi sam postopek ni nujno, da je koruptiven, ampak ravno omenili ste zaznava, tako pomeni, da ljudje imajo občutek, da osebe, ki so imele nek položaj in morda niso tudi ravnale pravilno, korektno, profesionalno, da nekje drugje monetizirajo, kapitalizirajo svojo nekdanjo moč in dobijo neko novo službo. Tako da je izjemno pomembno, kako so te postopki vodeni, in da se ustvarja neko okolje zaupanja, in pa tudi da upoštevamo ustrezna varovala v teh postopkih, ampak lahko o tem kaj kasneje. Velikokrat govorimo o smernicah upravljanja OECD-ja, tudi politiki to mantro zelo radi uporabljajo, pa vendarle, ali obstaja tudi kakšna lestvica, kjer bi videli, kako dobro se upravljajo naša podjetja, državna uprava. Je kakšna lestvica tudi na tem področju? Ne, na tak način se ne rangira. Jaz mislim, da je bilo tudi zelo kompleksno, da so tudi upravljanje državnih družb je v različnih državah zelo različno urejeno. Nekje je precej centralizirano, tako kot imamo pri nas v Sloveniji, ker imamo Slovenski državni holding. Ponekod, recimo Finska, je pa to še vedno znotraj ministrstev. Vsaj pred leti, ko sem tam imela enega kolega, je bilo celo pod ministrstvom za obrambo, ki je bil en oddelek. V Srbiji pred časom, ko smo se pogovarjali, bil v okviru ministrstva za gospodarstvo in podobno. Ampak ravno blesteli verjetno ne bi na taki lestvici, če bi slučajno obstajala. Zdaj, jaz menim, da se pri nas od ustanovitve Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, to je bil takrat AUKN 2010, to področje izjemno standardiziralo, dobro uredilo. Zdaj je leto 2024, 14 let, pravijo tudi kolege, da nekje v 8 letih se že nekaj pozna. Mi imamo, in kar se tiče zakonodaje, in pa tudi raznih drugih avtonomnih pravnih virov, to so različna priporočila, kodeksi, to zelo dobro urejeno. Tudi sama sem nadzornica v državni družbi, predsednica nadzornega sveta in moram reči, da ta sodelovanje z Slovenskim državnim holdingom je precej tesnejše, kot je bilo kdaj v preteklosti. Če si mi predstavljamo, da take centralnega organa, ki je bila spet zahteva OECD-ja, ne bi bilo, v resnici se lahko marsikaj počelne. Danes že vidite, da se, ko se nekaj zgodi, se tako vpraša SDH, skrbniki, tudi kakšno perje letine in podobno. Zadnjo kadrovanje, ki je zbudilo kar nekaj zgražanja javnosti, je bivša ministrica za javno upravo, Ajanović Hovnik, ki je morala oditi zaradi 2 afer, in sicer afera razpis za nevladne organizacije in pa njena slavna pot poletna z možem v New York.
vrnila se je na svoje staro delovno mesto na Agencijo za kmetijske trge, vendar zelo za kratko. Najprej se je govorilo, da bo dobila službo na MOL-u, torej pri županu Jankoviću, potem pa jo je dejansko dobila preko razpisa na Slovenskih železnicah. Menda je bilo 15 prijav, 9 takih, ki so ustrezali tem razpisnim pogojem. Ona je bila na koncu izbrana, menda za plačo tam približno 8400, razpis je trajal samo 9 dni, vendar pa je bil pogoj, da mora imeti kandidat izkušnje na področju kompleksnejših plačnih sistemov in njihove prenove. Se vam zdi, ki se ukvarjate s tem, da je to morda nekoliko pisano na kožo točno enemu kandidatu? Zdaj, dve stvari bi mogoče tukaj povedal. Hitrost postopka je bila mogoče malo hitra. V 9 dneh zapreti razpis je meni zelo hitro za tako zadevo, to moram iskreno povedati. Sam pogoj mogoče prenova kompleksnejših plačnih sistemov, glede na to, da vem, da v železnicah so te plačni sistemi že precej stari, mogoče niti ni nikomu na kožo pisano, ampak si to res želijo. To bi težko zdaj rekel, da je eno ali drugo pravilno. Ne? Ker jaz, recimo, ko bi to kje objavljal in če vemo, da je nekaj takega za narediti, bi tudi iskal nekoga takega. Zdaj, a je to pogoj za zasedbo, a je to željeni pogoj, to so zdaj dve različne stvari, ampak v samem tem pogoju ne vidim nič slabega, ne? Če dejansko mislijo to početi. Tudi v končni fazi ne vem, kaj je bilo ostalih 14 kandidatov, kakšnih je bilo, verjetno tudi do drug izpolnjeval tak pogoj. Ne vem. Očitno jih je bilo skupaj 9, ki so izpolnjevali vse pogoje. Tako, ne? Torej pomeni, da ta pogoj ni bil, da bi lahko rekli ekskluzivno vezan na ministrstvo, saj to lahko rečemo, če jih je 9 izpolnjevalo vse pogoje. Ne? Pogoj se mi zdi popolnoma smiseln, če ima železnica v prihodnosti namen to delati, zato ker pač prihajam iz tega področja in vem, da je to zelo zahtevno področje in rabiš kar nekaj izkušnji. Zelo veliko kadrovnikov v Sloveniji se mogoče s tem samih še niti srečali. Res pa je, da se podjetja zelo veliko krat odločajo, da take stvari prepuščajo zunanjim svetovalcem, ki se pač ukvarjajo s tem. Tako da tukaj zdaj, ne, zakaj so se tako odločili, težko komentiram, ampak mogoče sam pogoj ne bi niti gledal, da je to kritičen, sploh če ga je 9 ljudi izpolnjevalo. Sama, bom rekel, hitrost postopka, ne, pa da je bila izbrana, pač bom rekel, bivša ministrica, pa v bistvu, bom tako rekel, zdaj izpolnjevala je pogoj. Če gledamo zdaj konkretno iz pogojev in ne moramo nič očitati. Ne. Zdaj bom pa probal osvetliti to iz obeh strani. Torej, če gledam pa iz vidika, kako hitro se to zgodilo po vseh aferah, ki se zgodili, zagotovo meče malo slabo luč. Težko rečemo, da ne. Po drugi strani bi pa zmeri si prvom reči eno stvar. Jaz sam osebno ne bi šel nikoli v politiko. Ne? Ravno zaradi vseh teh afer, ravno zaradi tega, ker ne vem, težko prideš čist ven. Tako, no, če tako rečemo. Težko prideš čist ven, na koncu niti ne veš, kaj od teh afer je resnično, kaj ti je bilo malo potaknjeno, kaj je mogoče prenapihnjeno. Če si iskreno bodno pošteni, nikoli ne veš, mislim. Ne? In zdaj, če hočemo imeti kadarkoli imeti dobre politike, pa pravimo, da imamo slabe, ne? Potem bo zelo slabo, če rečemo, da nekdo, ki je šel iz nekega gospodarstva ali pa iz nekega delovnega mesta v politiko, je potem slabo, da ga zaposliš kadarkoli kam drugam. Mislim, če gledam iz tega vidika. Ne? Da bi bil sploh nezaposljiv. Ali pa da bi nezaposljiv, ne? Ker potem bomo imeli samo še bolj negativno selekcijo v politiki, kar je logično. Že zdaj jo imamo. Ne? Ampak ona šla recimo zdaj na boljše plačano delovno mesto, kot ga je imela kot ministrica. Tako, zdaj ima mandat tam okrog 8400 bruto, kot ministrica je imela skoraj pol manj. Ne? Vse to razumem, kar pomeni, da je verjetno dobila zdaj več pa boljšo priložnost. Zdaj, se pravi, tako kot sem rekel, iz vidika, kako hitro se je to zgodilo, iz vidika, bom rekel, afer, ko so bila iz vidika, da gre za državno podjetje. To meče malo slabo luč. Kaj pa dejstvo, da je bilo mesto prazno leto in pol in takoj zatem, ko je generalni direktor mest dobil nov mandat, odprl razpis in v 9 dneh ga zaprl in tudi uspešno izbral novo vodjo oddelka? Je, lahko rečemo, ne, je počakal na to, da je dobil nov mandat in potem naredil nazaj uslugo vladajočim. Ja, lahko bi tako gledali, ampak jaz iz vidika biznisa zdaj gledam, lahko gledaš to tudi drugače. Ne? Če ti ne veš, da boš imel nov mandat, veš, da to rabiš narediti, pa se boš odločil, da boš to naredil takrat, ko veš, da imaš novi mandat, ker v tem mandatu hočemo to rešiti. Tako da to bi tudi zelo težko povezval, da je to eksplicitno iz tega vidika. Spet je tukaj govorimo o tem, lahko gledamo tako ali pa drugače. Ne? To hočem sam povedati. Ne? Absolutno pa problem, bom rekel, ki ga jaz vidim, je pač zaposlitev pač javno-politične osebe, potem v bivše, se zdaj ni več, ne? V nekem državnem podjetju, ne? Mogoče
hitrost tega postopka, jaz bi rekel, da je hitrost postopka še največji, kar me zbuja meni na rahle pomisleke kot kadrovnikov. Pogoji ne, če 9 oseb izpolnjevali pogoje, pomeni, da res ne moremo reči, to si upam reči, če 9 oseb od 15 izpolnjuje pogoje, težko rečemo, da so pogoji pisani na kožo enega. Mislim, to bi se mi zgodilo, če bi bil eden ali pa dva mogoče. Ne? To je prva zadeva. Kdaj so se to generalni direktor železnic odločil, mi prej deluje na to, da je rekel, ok, v tem mandatu moramo pa to stvar rešiti, ne? Pa se je zdaj odločil. Je pa res, da bomo pa videli, ali bo kaj prenovili v tem mandatu. To bomo pa videli, ali bo se bo tega res odločil. Vprašanje za vas, je že kdaj kdo od bivših politikov ali pa mogoče vodilnih v državnih podjetjih, javnih podjetjih, potrkal že pri vas prosil za službo, se ponudil kot kakšnega svetovalca? Moram reči, da ne. Zdaj, v lokalnem okolju, ki me malo bolj poznajo, vejo, da politično vam rekel, napašem ne sem na tja, ne. Včasih kvečen dan kakšen komentar, ki jim ni všeč, tako da k meni ne hodijo, ne. Jaz nimam teh izkušenj. Pa bi recimo vzeli nekoga, vi ste izključno v tujino usmerjeni, tako rekoč sploh, razen da imate tle tovarno in zaposlene, niste vezani na Slovenijo, kar pomeni, da ti neki lokalni vplivi ali pa državni na vaše kupce tako rekoč ne vplivajo in jim je popolnoma vseeno, ali oseba A ali oseba Ž s takim in takim renomejem dela pri vas. Bi se vam zdela to lažje, kakor nekdo, ki ima recimo business to customers ali pa business to business, ki je vezan na Slovenijo? Mogoče, če je vezan na Slovenijo, ja, pa da je njegovo poslovanje, ne vem, vezano na proračunske, bom rekel, vire, ne, pol jaz mislim, da bi to znali imeti kakšen pozitiven vpliv, ne, če enega takega zaposliš. V našem primeru, ki smo pa dejansko vezani na trg, nas niti zunaj lokalna politika v neki državi, kjer delamo, ne tangira nič. Mi, če smo konkurenčni v tistih mejah, plus minus neke procente, zdaj, ki nas poznajo, da vejo, kaj dobijo od kvalitete roka in tako naprej, je to merilo. Ne zdaj, kam pašeš, ne. Ste kdaj že slišali, ali pa ko ste gledali televizijo, brali, kako rekli, ta pa bi bil dober za naše podjetje, vidim, da ima neka znanja, ali pa izkušnje, ali pa povezave, ali pa karkoli, kar bi nam koristilo. Jaz sem videl, sem na delo v javni upravi. Ja. Ampak? Ja, je v kakšnih, bom rekel, zasebnih podjetjih, ne, ki se ukvarjajo ali z inženjeringom, ali s svetovanjem, ali z pač nekimi drugimi aktivnostmi, ne pa s politiko. No. Vi ste bila ena od redkih, ki je politični pritisk takratnega generalnega sekretarja LMŠ Kralja za mesto predsednika uprave v Uradnem listu, kjer ste bila vi predsednica nadzornega sveta, uradno naznanili, tudi prijavili KPK-ju, SDH-ju, šlo je za gospoda Šoltesa, ki je potem sicer odstopil od kandidature. Kako to, da ste se takrat odločili in ali mislite, da je tudi ta vaša zgodba, ki je odmevala kar nekaj časa, mogoče malo, rekli ste, SDH relativno dobro dela, dobro sodelujemo, neke kriteriji, smernice, merila in v končni fazi tudi pravila so se vzpostavili, je morda tudi to nekoliko prispevalo k temu? Ja, zdaj pač lahko bi šlo tudi za posredovanje za kandidata, ki ne bi bil političen funkcionar, bivši ali pa kaj takega. No. To pomeni, dejstvo je, da to v slovenskem gospodarskem prostoru obstaja. Tudi moramo razumeti, če smo nadzorniki, predvsem, če imaš mesto predsednika, lahko se ti tudi zgodi kakšno priporočilo, ampak ne v smislu, da vas politik ali pa generalni sekretar neke vladajoče stranke pokliče po telefonu, pa se na tak način z vami pogovarja. Tako da mi tudi razlikujemo, kdaj kdo govori samo o nekom kot priporočilo, ne, da je imel dobre izkušnje. Zdaj pa je to napol zahteva. Ne? Kdaj je pa to naročilo. Ne? In v tem primeru je bilo naročilo. Zdaj, pomembno se je spremenilo to kot prvo. Verjamem, da mnogi kolegi, ki se jim je to zgodilo, tudi niso šli po tej poti, da bi to pač naredili. Ali pa so šli, en del je pa tistih, ki gre pa v kupčevanje z uslugami, ne naredi, jaz mislim, da nima nekih direktnih koristi, ampak neko všečnost, pa da računa na nek dolgoročno dobro sodelovanje ali pa roka roko mije enkrat kasneje. Enkrat bomo že rabila, ne bomo že izkoristili. Seveda v neki funkciji ali pa podobno. Ko sem pa takrat razmišljala, sem pa rekla, to pač
obstaja še neka pot, ni bila pa takrat utirjena. In sem šla pravzaprav pač na SDH se posvetovati in so mi pač povedali, pejte na KPK, prijavite, mi za to nismo pristojni, mi smo pristojni samo za naše zaposlene in pa upravo. Tisto, kar se je pomembno spremenili, da je ZSDH 1A z novelo v 2022 to 57. členu spremenil. Potem je pa še leto začel veljati zakon o žvižgačih, ki SDH skupaj z drugimi institucijami, mislim, da jih je 23, zunanjimi, tudi po zakonu uveljavlja kot inštitucijo, kjer je možna neka taka prijava. Ker če kdo mora biti SDH zainteresiran, če se na nas vrši tak pritiska. Tako da mi smo tudi takrat kot prvo reakcijo naredili en tak protokol skupaj s KPK-jem. Poglejte, ki je potem tudi končal postopek, sicer je bil že brezpredmeten, ker je bil izbran drug predsednik uprave in kralj odstopil, ampak je pa nek epilog bil vendarle. Tako. Mi smo pač, dobro, bila je tudi presoja, da je pač je bila tu kršitev integritete. Takrat je predsednik vlade ustrezno ravnal, je tudi zahteval njegov odstop in on je odstopil. Rečemo, lahko pa ne bi. Tako da bi bili lahko še slabši primeri. Tako da gre za edini primer, kjer je bila ta prijava narejena. Mislim, da je to prav, zato ker s tem počas gojimo to kulturo varovanja osebne integritete. Meni lahko sicer kdorkoli pristop z nekim nespodobnim povabilom, da imam pa jaz v glavi to, da imam opcijo. Ne sam ne narediti pa biti tih, ali pa narediti pa biti tih, ampak tudi povedati, in da se potem prevzame odgovornost. In tudi jaz sem na nek način v konfliktu interesov. Če nekdo nekaj od mene zahteva, jaz sem prišla še na nadzorni svet, sem rekla, to se mi zgodi, name vplivajo. Tako, ni to nekaj, kar ti lahko mene ni ogrožalo. Moja recimo zaposlitev ni bila ogrožena. Predstavljajte si, da ste nekje drugje, mogoče tudi zaposleni v državni družbi, ne v upravi, ker to ne morate biti pa v nadzornem svetu, ampak nekje dol in da se počutite ogroženi, ker nekdo nekaj od vas tako zahteva. Tako da niso to lahke pozicije. Recimo gospod Kralj je bil znan tudi po tem, da je nenadoma, ker je bila LMŠ takrat vladajoča stranka, postal kot generalni sekretar, saj v senci eden glavnih kadrovikov, ker vidimo, se te generalni sekretarji dobivajo in kadrujejo in potem se ne vem, ta stranka dobi 2 mandata oziroma stolčka, ta 1-1, odvisno tudi od moči v državnem zboru. Ampak predvsem je bilo izpostavljeno tudi to, da je bil predtem vzdrževalec v enem od kamniških vrtcev. Torej je iz neke popolnoma druge vloge dobil ogromno moči, vzvodov, celo tako, da je klical okrog nadzornike in od njih nekaj zahteval. Imate vi take ekstremne skoke v vašem podjetju, da nekdo ki pride tudi štipendirati, recimo pa to, da ima nek tak ogromen karierni preskok. To se običajno samo v politiki dogaja. Pri nas, bom rekel, mora les nekako za kvaliteto tega, kar pokaže, in ima možnost seveda prijeti. Imeli smo tudi primer, oziroma jih imamo fante direktno iz proizvodne, ki pridejo, na pozicijo nekoga, ki je lahko formalno po izobrazbi inženir, v pripravo dela in tako naprej. Ampak so si tu nekako prigarali s svojim delom. Vidi se ta potencial. Vidi se ta potencial, spremljaš ga, bom rekel, ni to kar zdaj brez veze, ker je nekomu všeč, pa ga bomo dali tja. Jaz mislim, da tle politiki verjetno pač najdejo figuro, ki je na neke vrste čistilc, ki ga pol uporabijo za to, da naredi, kar mora narediti in gre, In so ga v bistvu žrtvali, no takrat naprej nekako nismo več vsaj v tem političnem javnem prostoru več zasledili. Za vas vprašanje, prejšnji teden so bile zelo aktualne hišne preiskave po Sloveniji, med drugim tudi pri županu Jankoviću. Tam je bilo več primerov od nekih gradbenih dovoljenj, pa posredovanje za zaposlitev, študentsko v živalskem vrtu in podobno. Ampak med ovadenimi je bilo tudi kar nekaj zaposlenih na upravnih enotah. Kako se v takih primerih postopa? Torej, nek sum je. Vsekakor pa velja, da dokler ti ni dokazano, si nedolžen. Znašel si se v postopku, tvoja upravna enota ali pa celo ti si imel hišno preiskavo, morda celo doma. Tam so navedeni jasno sumi. Kako zdaj postopati s temi zaposlenimi? Oni, če jaz prav razumem, vsi še vedno upravljajo, če so ostali od takrat, ko so se te stvari dogajale na svojem delovnem mestu, normalno upravljajo svoje delo naprej.
imamo sploh mi v naši zakonodaji ali pa kakorkoli možnost sankcioniranja tega, ne? Ker recimo se je to zgodilo z unim primerom v UKC-ju, kjer je bil tisti, tudi njihov nek vzdrževalec, kaj je bil, ki je skrbel za preskakovanje vrst, je bil celo pridržan, ne, in dolgo časa v pridržanju, potem pa so ga odpustili, je tožil in v bistvu iztožil nazaj, ker on svojih rednih delovnih obveznosti ni kršil. On je kršil neke druge stvari, očitno so šli po napačnem členu, ne vem, če bi se sploh dal, ampak on je mogel dobiti službo nazaj. Kaj narediti v takem primeru, ko v bistvu to meče slabo luč na oddelek, na enoto, ali pa na podjetje v končni fazi, ne, s takimi zaposlenimi? Zdaj bom pravno, pa mogoče tudi kaj zgrešil, ker se s tem toliko ne ukvarjam. Zdaj, če gledam jaz recimo v podjetja, v katerih sem bil, če bi bilo povezano neko kršitev, neko dejanje, neko mogoče celo kaznivo dejanje v zvezi z delom, ne, potem ima tam delodajalec samo možnost, da tega človeka dokler ne pride do konca postopka, izvzame iz delovnega procesa in mu da tistih 5% plače, dokler se v procesu izredne odpovedi ne dokaže ali pa izkaže, ali je bilo to pravilno ali ne. Zdaj zelo definitivno v bančništvu, ker gleda tudi na ugled in vse skupaj, bi se verjetno v takem primeru zmeri ravnali tako. Ne moč človeka kaznovati v smislu, da ga odpustiš takoj, ga pa daš lahko za čas, bom rekel, domov na čakanje, dokler ampak je to lahko narediš samo v okviru postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zdaj, dokler so izhaja neki sumi iz nečesa drugega, bom zdaj rekel, tudi če bi jaz imel nekoga v podjetju, ki ga nekdo drug sumi, da je nekaj naredil, verjetno tega ne bi mogel prvošiti, ker ne vem niti, če bi bil to razlog za izredno odpoved. Ker če ne se strinjam, če je to nek drug razlog in se celo na koncu izkaže, da tega ni tako, ni obsojen, potem bo mogel plačati temu človeku vse nazaj. In tudi kot podjetje verjetno to ne bi odločil. Torej, kaj hočem povedati, lahko bi se odločil tako stvar v primerih, ki so odvisni iz sfere podjetja, ker bi bil jaz dokaj prepričan, da je bilo to narejeno in dokaj prepričan, da bom to lahko dokazal in da je to dovolj dober razlog za izredno odpoved. In še hkrati prepričan, da je to nekaj, kar se lahko ali bodi si ponovi, ne, imam težavo, da je dokler ta človek na delovnem mestu, ali pa da lahko nekdo vpliva, da skrije tiste dokaze v zvezi z delom, torej če je bilo kakšna goljufija v bančništvu, kaj takega, da bi lahko kakšne dokaze prekril, takrat se človeka bi odločil ga umakniti na tak način, pa je to izredno odpoved. Ampak govorim, ni to, da ga lahko ti umakneš, ampak pa ga potem kar pustiš doma, pa ga daš pol nazaj, zato ker nekaj drugega naredil, ampak je to že del postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kar v tem primeru verjetno upravne enote niti v to še ne morajo iti. Ne. Tako da žal, jaz mislim, da jaz ne vem, da bi imele kakršno koli, bom rekel, moč v tem trenutku, da bi se tam lahko odločali, ne, ker je šlo za nekaj drugega, da bi to naredili na isto stvar. Ne. Ste vi imeli zdaj kakšen tak primer, da je bil kdo od vaših zaposlenih kakšno večjo kršitev ali pri vas, ali pa kje zunaj, kar pomeni, da nima veze dejansko z njegovim rednim delom, ampak je bil osumljen, kaj je svem česa? Če ne drugega, ne vem, kakšnega družinskega nasilja, tudi to se dogaja. No, take vrste osumljencev nismo imeli, ne, v hiši. Hvala Bogu. Ja. Prav res. Smo pa imeli recimo primere, ne vem, ki si je zaposleni dovolil iti čist predaleč, recimo, ne vem, v neki debati z direktorjem, ki je bila čist neprimerna, bom rekel, ne, z raznimi žaljivkami, napadi, ne vem, kljub temu, da človek ni odreagiral, ne vem, na isti način nazaj, ne, da je stvar prišla recimo tako daleč, da sem jaz v nekem trenutku posegel in mu pokazal vrata takoj. Ne. In pol smo prišli do naslednjega problema. Ne. Človek je čez 5 minut že sporočilo poslal, da je na bolniški. A prišel je zdrav v službo, pa zdrav je tudi šel. Ne. Vmes je utrpel psihične bolečine. Ja, tako da pol se srečujemo z nekimi takimi birokratskimi zapleti, ne, kako se enega takega, bom rekel, špilferderverja enostavno rešiti na čim enostaven način, čim manj boleč, pa čim prej. Ne. Ker pri nas so, nekateri pravijo, da so naši delavci zaščiteni kot kočevski medvedji, postopek redne odpovedi, najprej opomini in tako so zelo zakomplicirani, kako ti vročiš opomin, opozorilo pred izredno odpovedjo, ker načeloma smo imeli kar nekaj primerov, ko so ljudje bili v resnih odmevnih aferah in so dejansko škodili delodajalcu, tudi če ni bila samo banka, pa so potem na sodišču nekako dobili službo. Jaz mislim, da v manjših podjetjih, verjetno je tu v velikih sistemih malo drugačne, skušamo pol najti način, ki je čim manj birokratski, zdaj, da bomo šli v nekem postopku izredne odpovedi, pa trajala to za sabo potegne en kup birokracije, katera se ponavadi ne gremo, najdemo pač neko drugo pot, kako se ga
enostavno znebiti, Najlažje tako z nekim rečem. dogovorem, Ja, verjetno. ali z nekim dogovorom, ali z nekim, ne vem, tehnološkim viškom, ali karkoli, da to po najkrajši, najhitrejši poti rešimo. Ker takih primerov smo imeli ravno v zadnjem času nekaj. Recimo, eden zlogajcen je bil ta inšpektorica, ki je odredila odvzem teh krav na kmetiji Možgan, je potem, kot so kasneje razkrili, imela že nekaj opominov pred tem, ampak morda manjših, potem je dobila opomin pred izredno odpovedjo in potem so jo prestavili na drugo delovno mesto v okviru organizacije, nekateri celo pravijo, da je to napredovanje, šla je v Ljubljano, ali pa recimo primer afera Sodna palača, vsi, ki so bili vpleteni v postopek, generalni sekretar, ker je bil na zaupanje in je prišel ministrico, je bil samo na drugo delovno mesto znotraj ministrstva predstavljen, medtem ko tista dva za investicije in za finance, ki sta bila že prej zaposlena, sta pa bila umaknjena na drugo delovno mesto, ampak sta zdaj tudi oba dva od izbruha afere na bolniški. Kako sploh v državni upravi, sploh na ministrstvih in to se te ljudi, kar samo sem pa tja predstavlja, tudi če ti ugotoviš neko hujšo kršitev, včasih so na koncu kar nekako se ostanejo in vrtijo v tem sistemu, ne pridejo nekako ven. Kaj sploh narediti? Zelo težko komentiram to za te nivoje zaposlenih, kot nadzornica se bolj ukvarjamo z upravami, tam recimo ta reintegracija, mislim, da se uporablja ta termin, če se nezakonito odpokliče upravo, ni možna. Tudi če bi ugotovljeno bilo strani pravnomočno sodišča, da nadzorni svet ni ustrezno ravnal in ni znal najdeti po katerih in ustreznih kriterijih, ki seveda morajo biti eden od pogojev po ZGD-ju za odpoklic, so ga dali stran. In to ni možno. Lahko pa nastane škoda družbi, ker on lahko izterja potem tudi odpravnino, oziroma ni pravi izraz, ampak so to vrednost do zaključka mandata vseh plač, če si predstavljate. In to je lahko tudi, odvisno, ki je bil v mandatu, tudi izjemno velik. Zdaj mislim, da je bil ravno nedavno, da je bila sodba za Luko Koper, kjer je bila presojena v dobro nadzornega sveta, ena redkih, ker vam povem, ko pridejo, ko grejo tožiti, je ravno isti problem. Oni imajo sicer mandatno razmerje korporativno pravno, to pomeni za 4 leta, 5-letni mandat, so imenovani v upravo, ampak hkrati imajo tudi delovno razmerje in je zelo važno, kako so te pogodbe dobro narejene. In imaš tudi 2 poti, po katerih lahko sodišča peljejo te zadeve, in je končno ena nadzorni svet, takrat ga je vodil Uroš Ilić, odvetnik, da je res spisal na 24 straneh razloge za odpoklic takratne uprave in da je to pilo vodo tudi za sodišče, tako redkih primerov. Tako da mi se in tudi Luka Koper je bila ena redkih primerov, ker so nadzorniki odškodninsko odgovarjali. Tako očitno je to neka taka učna ura za slovensko upravljanje. Ampak tako izjemno, tako kot mislijo, tudi to pomeni uprave, imajo včasih problem, kako odpoklicati nekoga, ki ni primeren več ali za neko delovno mesto ali pa še celo kaj naredil. Imamo mi kot nadzorniki tudi težavo, kako nekaj, ker to mandatno razmerje je pa razmerje zaupanja. In ko se enkrat poruši, ali začneš iskati, mislim, je bolj se zmeniti pa iti narazen, mnogi se pa pol do konca oprijemljajo funkcije, ne želijo jo zapustiti, morda čisto lahko celo upravičeno nekdo misli, da se mu dogaja krivica, in podobno, tako da je pa to nekaj najbolj odgovornega, kar počnemo. Izjemno težko je, točno veš, ko tako kot uprava za zaposlene, tako mi kot nadzorniki za uprave, tudi, veste, dobiti eno delovno mesto danes za neko tako bolj običajno zgodbo je nekaj drugega, kot enkrat, ko si bil ti, predsednik uprave javne delniške družbe, jih je res sam nekaj, majhen trg je, trg menedžerjev ni, ne vem koliko bogat, ta bazen je majhen in zasedeni mandati, zasedene pozicije, je
ta izguba res velika lahko, ne, tudi statusa vsega, ne, tako. Računsko sodišče je ravno kar končalo revizijo Telekoma Slovenije, kjer je med drugim gledalo tudi ta kadrovski del in sicer od leta 2019 do 2022, ko vas ni bilo več tam, pa vendarle takrat so bile kar 3 uprave, potem so pogledali še torej 3 5-članske uprave, 32 direktorov organizacijskih enot in 20 direktorov odvisnih služb, kar pomeni, da ste v teh 3 letih kar precej ljudi zamenjalo na svojih položajih in med drugim so odkrili, da recimo so imeli vsi plače na zgornji meji, tudi da ni bilo recimo razlike med predsednikom uprave in članom, čeprav ima predsednik uprave bistveno večje zadolžitve. Torej vsi so imeli kar maksimum, da so imeli potem precej bogate odpravnine oziroma recimo rekord je bil 10 mesecev in pol dogovorjenega odpovednega roka, biti doma, dobivati plačilo, imeti služben avto in delati nič. Ali pa recimo potem novo službo v okviru organizacije, seveda spet na nekem mestu, ne vem, direktorja službe za NNN. Je to nekaj običajnega? Je to samo v državnih podjetjih oziroma podjetjih v pretežno državni lasti? Več stvari bi tukaj bi šel raj po vrsti. Ne? Če gremo mogoče na to, mislim, da tudi sam sem prebral, sicer tisto, kar sem sam iz časopisov videl, kaj je Računsko sodišče ugotovilo. To, da jaz osebno se ne strinjam čisto s stališčem Računskega sodišča, moram povedati. Ker če Računsko sodišče reče, da ni bilo obrazložitve, zakaj so bile plače na zgornji meji dovoljenega, torej so bile še zmeraj v dovoljenjem, niso bile, lahko to povzemem drugače. Še mislim celo v mojem času, ko sem bil še jaz tam, smo imeli že plače na zgornji meji, tistega, kar je bilo. Razlog je bil povsem preprost. Mislim, tudi za Računsko sodišče bi to lahko vedeli, če bi se mogoče malo gledali vse skupaj. To, ko imaš ti, delaš v IT panogi, kjer vsi vemo, kakšne so plače. So plače, zgornje plače na meji dovoljenega, bom rekel, tistega 5-kratnika, še zmeraj nižje, kot so v konkurenčnih podjetjih. Torej, če ti hočeš imeti dobre ljudi, je že sam to razlog. Še zmeraj tudi, če so visoke in verjetno tudi zato imela uprava potem popolnoma enake plače, čeprav bi predsednik lahko zahteval višjo plačo, meni se tukaj ne zdi, da predsednik je narobe naredil, kvečemu bi lahko rekel, jaz hočem, da imajo moji sodelavci nižjo plačo, kaj ima odgovornost. Ne. Skratka, da to reče že to narobe, jaz ne vem, če gledamo iz birokratskega vidika, mogoče je, gledamo iz vidika poslovanja, pa celo zakonodajnega, pa ta del ni narobe. Kar se tiče visokih odpornin, je pa tako. Ne. To je definitivno več, kar je dejansko ni priporočilo in kar imaš ti v pogodbi. Tega v pogodbi, torej kar se je bivši predsednik uprave Telekoma dogovoril, ni bilo. Zdaj, zakaj se je tako dogovoril, to pa smo zdaj tam, ko smo prej rekli, pa drugo vprašanje. Očitno je nekdo ocenil, da drugače se ga ne bo dal zamenjati, očitno je nekdo ocenil, da je to ceneje kot kaj druga in to divl. In zdaj, če me vprašate, kako smo to delovali v kakih drugih firmah, ki niso državne, so bili te zneski še precej večji. Tudi v nekih primerih, bom rekel, ko je nek sklad hotel nekoga zamenjati, je mu plačal še kaj več kot to v bistvu. Tako da zdaj težko rečem, je to prav narobe. Bom rekel, v državnih firmah je mogoče narobe zato, ker je samo kadrovanje narobe. Ne? Če gre to za nekega lastnika podjetja, ki je čist sam svoj lastnik, pa pač nekoga nima zaupanja, pa je 30 let z nekim delom, pa je rekel točno to, ne? Prvič se bo z njim zmenil, pa bo rekel, mogoče mu dam nek paket, boš rekel, da ni. Ne? Problem je, bom rekel, mogoče tukaj res ta način, ker je državno podjetje. Ne? Zato je prešljivo, kak je to. Je pa zdaj, ampak zdaj smo pa na drugi strani, zdaj si pa ti nadzornik, hočeš nekoga zamenjati, ne? Nimaš več zaupanja. Prej smo govorili o tem, točno temu. Kaj boš pol naredil? Nima zaupanja, ne znaš pa to dobro niti mogoče napisati, veš, da lahko boš to naredil, ampak če se ne boš pogodil, imaš verjetno varianto, da bo to velistveno več kot 10 plač prišli ven, če to ne bo dobro izpadlo. Pa na sodišču, ne? Ja, tukaj jaz pravim, da to je še veliko več. Tako se to hoče povedati. Tako da tukaj je vprašanje, to je verjetno neka poslovna ocena celo nadzornega sveta, a pa nekega svetovalca, ki ga, jaz bi rekel, nadzorni svet bi v takih primerih mogli imeti nekega pravnega svetovalca, ki jim pove, kaj se bolj splača, če se mene vpraša. Ne? Je pa res, da tudi če jih tožijo, potem je že drug nadzorni svet in je unim razen v primeru Luke Koper tako rekoč vseeno, a jih zdaj iztožijo in družba, ki so jo nekoč nadzorovali, ne plača. Meni tak dogovor, če ni možno bilo drugače, se mi ne zdi tako sporno je mogoče to, ker je pač državna družba. Ne? Ampak potem smo pa spet že pri plačah, pa lahko spet gremo na ta Lahovnikov zakon. Recimo, jaz ta zakon težko sprejmem. Pa bom zakaj? Zato, ker je tako splošen in deluje meni tako socialističen, gledamo nek večkratnik števila plač, nekje to me zelo spominja na neko popolnoma drugo obdobje našega življenja. Ne? In hkrati ta večkratnik velja ne glede na to, a je firma na trgu,
torej deluje konkurenčno z ne vem kolikimi podjetji na trgu, ne glede na katero branžo, ali pa je to podjetje mogoče kot Snaga ali pa karkoli, ki pač nima sploh konkurence in dela tisto, kar dela. Ne? To je prva zadeva in ne vem, jaz mislim, da bi se dal popolnoma enako, kot se naredijo vsi odgovorni lastniki podjetij ali pa večjih podjetij, bi se dal narediti tudi v državnih firmah, torej da gledaš ti vsako leto tole, bom rekel, narediš raziskavo o plačah, ta raziskava je že dosti dobra, vidiš, kje si in se mogoče samo naprej v nekih predpisih določi, kje želiš biti kot državno podjetje. Torej, običajno se te stvari delajo tako, ali želimo biti prvi na trgu, to verjetno si država ne želi, ne, torej v plačah, ali želimo biti smart followerji, pa gledaš tistih 75%, ali pa želimo samo, da naše plače niso najnižje, hočemo biti na povprečju in bi se na tak način lahko plače čisto vsako leto uravnavale. In bi bilo to bistveno več smisla imel, kot pa nek 5-kratnik, ko ti nič ne pove. Ne? Ker zdaj, če pogledamo potem, predvidevam, da je teh 8400, jaz sem prej slišal to informacijo prvič v železnicah, nek 5-kratnik, Nama je izračunalo na 75% plače generalnega direktora, ker je pač... Ampak kar pomeni, da je taka plača, vsaj v mojih časih, ne vem, kak je zdaj na Telekomu, v bistvu plača nekega generalnega direktora železnic višja, kot plača generalnega direktora Telekoma, pa delujeta obe podjetji na popolnoma različnih trgih. Če kaj vem, železnice nima kaj veliko konkurence, medtem ko Telekom vemo vsi, da zgublja vsak dan bolj, ker je konkurenca močna. Skratka, hočem povedati, ta merilo mi ni najbolj nekako ta pravo, no. Kako vi določite plače? Imate tudi kakšen večkratnik v podjetju ali imate glede na to, da lahko nekoga, ki ga res rabite in je deficitaren kader, plačate tudi 20krat več kot nekoga drugega? Kako nekako določite? Imate neko zelo jasno strukturo od vas dol ali je odvisno od tega, kako se kdo izpogaja, koliko je res potreben oziroma da obstajajo, ne vem, 3 ljudje, ki to znajo pri nas, ali da ste nekoga ukradli konkurenci oziroma nekomu, ki se s podobnimi stvarmi ukvarja in ste pač mogli ga plačati krat 3, če ste ga želeli dobiti. Kako določate to? Zdaj, v osnovi imamo sistematizacijo delovnih mest, kjer imamo določene tudi, bom rekel, neke osnovne plače za nek razred. Seveda se pol v enem delu z posamezniki tudi kaj dogovorimo, ne. Zdaj, če govorimo pa o tistih, bom rekel, izven standardnih, ki imamo tudi neki, ne. Tam je pa stvar bolj dogovora, no. Tam pa ni zdaj večkratnik nečesa, ampak je stvar dogovora. Mi recimo za vodjo projekta, ki nam vodi projekte, ne vem, na jahtah, ki montiramo stvari, opremljamo zadeve, smo zaposlili enega Škota, ne. Človeka, ki ima izkušnje pač v gradni ladji, gradni jaht in tako naprej, ne vem, enega smo pripeljali iz Italije, na primer. Torej nimajo nekih povprečnih slovenskih plač, si predstavljam. Nimajo, ne. Je kdaj v podjetju zato prišlo do mogoče malo slovenske favšije ali vsi razumejo, da pač je to kadar, ki ga je nemogoče dobiti in če želiš pripeljati nekoga iz Škotskega, je pač seveda treba dobiti plačati. Mislim, da se niso s tem ljudje, ki je dosti ukvarjali, ne. Konec koncu ravno tega Škota vidijo vsake 2 meseca, enkrat morbiti, ko pride malo pogledat v firmo, drugače pa skus na terenu, konec koncu, ne. Mi smo ga imeli pravzaprav zaposlenega v našem angleškem podjetju, ampak ko se je zgodil Brexit, ne, smo mogli nekako delovno dovoljenje narediti in zdaj, če smo tu hoteli rešiti, smo ga pa zaposlili pri nas, ne. Sicer težko dobiti v tem trenutku, veliko se govori o praznem kadrovskem bazenu, da sploh ne govorimo političnem, ampak tudi v zasebnem sektorju težko najdete primerne kadre v tem trenutku? Ja, vsekakor imamo kar težave, rekel, ne, pa verjetno ne sami, kot rečemo lesari, ne, če iščemo mizarje ali pa lesne inženirje ali pa recimo v glavnem lesarski kader, imamo težave, no. Konec koncev delamo sicer zato veliko z mladimi, imamo, ne vem, 5-7 vajencev letno na vseh različnih profilih, od mizarjev do inženirjev, ne, od tega pol skušamo neko selekcijo narediti. Koga bi si pa želeli imeti v hiši, ne. Štipendije ponujamo, da rečem, delili bi jih, pa jih nočejo, ne. To je ena zadeva, ker se vsi očitno izgibajo neke odgovornosti, ali pa ne vem, če se bi rekel, jaz mislim, da odgovornosti, ne. Kaj, ker je treba potem priti delati k vam, če toliko let si štipendist ali kaj? Eno je to, da si na nek način mogoče malo vezan, ja. Druga stvar je pa, da težko pri mlajši generaciji dobimo ljudi, ki si želijo, bom rekel, neko odgovornost sploh prevzeti, pa neki voditi, pa neki, ne vem, skrbeti, mora biti še za 3-4 sodelavce, ne. Je tu en tak problem, ne.
Ali smo pa mogoče mi bili v našem cajtu narobe vzgojeni. Vsekakor smo bili očitno drugače. Recimo, eden od primerov, ko pa je eden od podjetnikov vzel sicer ne politika, kasnejšega politika, je bil gospod Akrapovič, ki je vmes sicer samo za 1 leto zaposlil kasneje predtem predsednika uprave HSE Košoroka, ki je bil potem državni sekretar, pa je šel na Gen energijo, zdaj je na Elesu, torej predtem je bil na Tetolu, torej na ljubljanskem mestnem podjetju, torej je iz neke te poldržavnega dela gospodarstva šel v zelo zasebni sektor, res podjetniku, pa šel potem nazaj. Recimo tak primer je bil tudi gospod Hajdinjak, ki je bil večino svoje kariere bolj ali manj v politiki, bil je recimo tudi tiskovni predstavnik vlade, pa pri različnih ministrih in podobno, potem je pa šel k Krču v Gratel in T2 in neke te njihove hčerinske družbe, pa potem na državni Dars. Kaj recimo podjetniki, ki vzamejo nekoga takega, si obetajo od njega? Je to res znanje, izkušnje, ali je malo tudi, ko ste prej rekli, preračunljivosti in nekih dobrih odnosov? Zdaj mislim, da pa morda tudi kakšno povezavo, kakšen hiter kontakt do koga v politiki oziroma blizu nje s tem kupiš, v bistvu. Kaj vse dobijo, recimo? To po mojem ni treba jemati kot slabo, te ljudje, tako kot smo že morda na začetku rekli, ki imajo še neko integriteto in tako ne bi smeli biti nezaposljivi. Zagotovo, ali gre za osebo, ki jo že mogoče celo odprej poznajo, pa ji zaupajo, res teh konkretnih primerov ne poznam, ampak se mi zdi, da če si zasebnik, morda poleg teh nekih strokovnih kompetenc imaš ta luksus izbrati nekoga, ali ki ga poznaš odprej in mu zaupaš. Zagotovo je tudi ta, mogoče mu lahko rečemo, socialni kapital, ki ga lahko taka oseba prinese, morda tudi hitrejši dostop znanje, ne vem, morda tudi za neke razpise. Ne poznam toliko predmetno nekih zadev pa kompetenc teh naštetih oseb, ampak običajno gospoda Košoroka poznam. On je pač dejansko bil vodja, direktor oziroma ima izjemen track record. Tako, samo šel je zamenjal sektor, tako bi lahko rekli. Tako, ima izjemen track record, tako da tukaj se mi ni zdelo nekaj takega. Tako da so to lahko zanimivi kadri. Zato, ker so pa zelo prepoznani, pa dvigajo prah, pa ustvarjajo tudi lahko en tak videz. Vem pa, da OECD smernice vezano na pač boj proti korupciji pa omenjajo te prehode iz javnega v zasebni sektor. Oni rečejo temu vrtljiva vrata, da ne bi bil tak primer, da nekaj, recimo, da si ti nekaj skrbel za, mislim, da bi bil tudi ta primer, če se spomnite, pa bom spet rekla Luka Koper. Gašper Še dobro, da jo imamo. Ja, Gašper ne broj primerov izhajajo tam. On je bil državni sekretar pri vladi, pri Bratuškovi in sicer zadolžen za infrastrukturo, in potem je Luka Koper kot neko strateško infrastrukturno podjetje in si je on umislil enkrat, da očitno bi bil on dober kandidat za upravo tja, tudi ni s premijerko tega, očitno takrat razčistil glede na njen odziv. V resnici niso obstajali neki, to pomeni, to ni nezakonito, dobra praksa pa pravi, da morajo biti ustrezna varovala, in OECD smernice pravijo, da je to obdobje ohlajanja. To pomeni zato, da ti pozicijo moči, ki jo trenutno imaš, ne bi izkoristil za to osebno povabilo samemu sebi, ker kaj? Recimo gospa Bratušek, ki je v času, ko je vodila vlado, želela postati evropska takrat? Ne, sekretar, ne sekretarka, ampak ali je bilo za evropske volitve, zdaj se več ne spomnim tega dobro. Kako se reče našemu edinemu predstavniku, ki ga imamo? Popolnoma bomo se spomnili. Mogoče, če se vrnem na ta primer, ker je dober, ker je pol bil en tak razvoj prakse. Namreč
To področje ni urejeno bilo ne v zakonu o Slovenskem državnem holdingu, niti v nekih kodeksih SDH-ja in je zdaj, ker pač ponavadi SDH v resnici odloča o nadzornikih, nadzorniki pa v upravah. In moram pohvaliti, da so zdaj to dali mi smo to že takrat opozorili, pa tudi neka priporočila v zvezi s tem kasnejšimi primeri, še leta 2022 smo se spet odzvali, da se to še vedno dogaja. Mi smo dali to in v kodeks za lokalne skupnosti in v kodeks za javne delniške družbe, no zdaj je pa to tudi v SDH kodeksu, mislim, da že od leta 2022, že pred zadnji različici, da šli so na daljše obdobje ohlajanja, eno in leto. Eno leto. Ja. Komisarka, tole sem iskala. Evropska komisarka, no jaz sem mislila pa poslanka, ja. So bili tudi včasih kakšni sumi vezane trgovine, recimo tak je bil primer prav tako nekdanjega ministra za javno upravo Koprivnikarja, ki je dobil službo v BTC-ju in potem je BTC v zelo nekem kratkem obdobju tudi dobilo neko dovoljenje za neke frekvence. On je potem sicer odstopil, ampak so taki primeri pa verjetno zbujajo nek sum, da je šlo, jaz te zaposlim, ti pa mi nekaj zrihtaš. Verjetno BTC je seveda privatno podjetje, pa vendarle nekaj so očitno od tega saj na začetku imeli in oziroma upali, da bojo imeli. Ja, mislim, sem kar navezal. Dejstvo je, ko ti nekoga zaposliš, upaš, da boš od tega imel tudi v privatnem podjetju, kjerkoli si nekaj imel tega človeka. Bodi si znanje, bodi si izkušnje, bodi si veze, da ti odpira nek nov trg, karkoli, ali pa neko drugo stvar. Zdaj, če pride do nekih takih stvari, ki so v bistvu nezakonite, da dobiš ti neko dovoljenje, karkoli, to seveda zbuja sum. Ne vem, zdaj, moja osebna praksa, pa moje videnje je, da se tega raj ne bi šel, kot da je tudi privatno podjetje ime, kar si ga gradil, ne vem, koliko časa umažeš. To je zdaj vprašanje. Tukaj, ampak dejstvo je, da kadarkoli ti nekoga zaposliš, obstaja še ena možnost, tudi to, kar je gospod od začetka omenil, če bi si ti eventualno podjetje, ki dela večinoma z proračunskimi uporabniki, pa ti kdo reče, včasih za ljubega mera, verjetno tudi skloniš glavo, pa koga vzameš, ker se bojiš, da boš kak posel zbogel. Tudi ta opcija, samo bodimo pošteni, tudi to se lahko zgodi. Ampak, kot vem, BTC podjetje ni nekaj, kar bi bilo zelo odvisno od proračunskih uporabnikov, ampak se obetno si je pa očitno nekaj druga. Državo vezano. Ja, obetno si pa nekaj druga. Tako da ta del je definitivno meče neko slabo luč v končni fazi. Če dobiš ti neki, pa če se to dokaže, da je bilo mimo nekega razpisa, to že ni v redu. To definitivno ni v redu. Zdaj spet pa prepoznam primer premalo dobro, da bi rekel, da bi kogarkoli, karkoli obtožil, težko zdaj rečem. No, se je zelo hitro končal, ker so potem je to v javnosti tako eskaliralo, da so se nekako si umaknili. In običajno imajo ta sodelovanje relativno kratko obdobje. Tako sodelovanje je bilo recimo tudi gospod Tarjavc, ki je bil dolgoletni minister, pa je potem našel službo v Iskratilu, kjer ga je vzel k sebi gospod Pulič, ki je bil član uprave Telekoma v času Dremljeve uprave, pa so potem novo vodstvo ga čez pol leta že tako rekoč se poslovili od njega, očitno nekega strašnega učinka podjetje, kljub temu, da je bilo v tuji lasti in seveda ne dela veliko Slovenijo, niso imeli prav veliko od njega. Še ena taka afera recimo je bila GEN-I, ko ga je vodil zdajšnji predsednik vlade in je v službo vzel gospod Lidijo Glavina, ki se je poslovila z SDH-ja in je vzel svojo italijansko podružnico in je spet se govorilo, da v bistvu si je kupil neke vrste mir in naklonjenost oblasti. Omenili sva SDH in tole neko obdobje ohlajanja. Prav na SDH-ju in prav z gospod Glavina se oni tega niso držali, kar se tiče prehodov. Ona je bila predsednica nadzornega sveta SDH in je v bistvu takoj šla na mesto predsednice uprave, kar pomeni, da so njeni kolegi, s katerimi je leto dve ali koliko sedela skupaj v nadzornem svetu, jo imenovali kot najboljšo kandidatko, čeprav so se vmes celo porajale vprašanja o njenih referencah in podobnem. Je to, mislim, s tem nekako to SDH slabo luč meče na družbe, ki jih upravlja, če se tam prehaja kar enostavno iz nadzornega sveta v upravo, torej nekako poskrbiš, da prideš tja med nadzornike, pol se pa malo še zmeniš, da dobiš službo. To smo opazili, ampak ne samo za SDH, nasploh tudi v državnih družbah, kjer mogoče bolj pozorno spremljamo ta kadrovanja, ravno zato, ker je ta možnost morda tudi odpiranja nekih vrat preko politike.
In ja, to je pač možno po zakonu o gospodarskih družbah, da pride začasno noter nadzornika, ne, za največ 1 leto. To je institut, ki naj bi neko stabilnost dajal upravi za čas, da se spelje ta kadrovski postopek. Nikakor pa to ne bi bil modus operandi. To pomeni, če si ti oseba, ki želiš zasesti mesto uprave, ki jo nadzoruješ, nisi na pravem mestu. Ne. Taka oseba ne bi smela biti v nadzornem svetu. Tudi na to smo kot Združenje nadzornikov Slovenije upozorili. Bil je en tak celo primer, ko je šlo tega, da si zakoniti zastopnik v SDH-ju, se predlagaš v javno delniško družbo za nadzorni svet, ker si večji delničar, postaneš še celo predsednik nadzornega sveta, potem pa greš za časno upravo, potem greš pa za mandat redni. Ne? In temu smo rekli kar veriženje funkcij. Kako enostavno lahko tako prideš skozi. To je naredila recimo gospa Drobne Popovič. To je Petrova, tako, to je primer Petrova, takrat tipično. Je šla v nadzorni svet in potem je postala in bila skoraj da cel mandat dejansko predsednica uprave. Torej se je kot zadolžena za neko podjetje najprej dala tja v nadzorni svet in potem še upravo. To pomeni, tak način je nekaj, kar moramo biti zelo pozorni, moramo biti pozorni v celem procesu na upravljanje sproti interesov. Ne? In tudi tukaj zdaj, sicer nekaj časa potem, ko smo mi že to priporočilo dali ven, je spet SDH pa z letošnjo novelo, december 23, zadnjo novelo, je spet to tudi področje uredil, da mora biti zopet obdobje ohlajanja, med tem, ko ti prevzameš to začasno funkcijo in pa reden mandat. Ampak to je priporočilo, zakon ne. Ne moramo zakon lahko ne moreš tega zapisati in vklesati v skalo. In tudi bi bila omejitev. Lahko so primeri, ki so izjemni, ne? Ampak je res pomembno, kako se in kako transparentno se pelje ta postopek in da se ta oseba že dovolj zgodaj umakne iz teh kadrovskih procesov. Ne? No, ampak recimo spet Petrola, gospod Berger je bil nadzornik Petrola, potem je imel več kot 1 leto pauze. Potem je bil imenovan za člana uprave in ko je gospa Drobne Popovič šla še za predsednika, pa vendarle je SDH od Petrola v tem primeru, za razliko od tistega, zahteval pojasnila. Ja, meni je bilo to malo nenavadno, lahko rečem. Ker je javna delniška družba, SDH je le samo eden od kot upravljalec premoženja, eden od pač lastnikov, delničarjev, ne pa. So poskušali s tem vprašanjem in željo po pojasnilu nekako zbuditi občutek, da vendarle ne gre za politično kadrovanje, ampak jih dejansko zanima, kako se. Kaj sicer? Prej ste omenili, recimo, kaj se vam pri Telekomu ne zdi problem, pa recimo tudi, ko smo železnice govorili, kaj pa je recimo pri našem kadrovanju, sploh, ko gre za državne oziroma pretežno državne družbe, kjer ima država, če tudi preko nadzornega sveta nek vpliv, kaj je največji problem? Bili ste v Mercatorju, bili ste v Telekomu, kot ste rekli, v NKBM-ju, ki sicer je bil že v lasti Apola, pa vendarle, nekoč je bila to državna banka. Kaj so tukaj največji problemi, kaj se največkrat zgodi? Mislim, tako bom povedal. Na začetku smo govorili, bil sem res v podjetjih, kjer bi mogoče pa kot glavni kadrovnik mogel občutiti ali pritiske, kakorkoli, da smo mogli zaposliti nekoga, ki ga mogoče nikjer ne bi imeli. Jaz moram priznati, da hvala Bogu nisem imel te nesreče, da bi se s tem srečal. Res ne. V Mercatorju tega nisem nikoli. V Telekomu sem bil pa dobre 2 leti pa pol in to v tistem času, ko država ni imela glasovalnih pravic. Torej, kako se reče, ta lepem obdobju Telekoma, ko se potem dal malce kar dogovoriti, pa narediti tudi sindikati in svetovno so malce izpolnili. Verjetno tudi zato, ker ni šlo za nekih druge politične igrice ali pa kupkanje. Zdaj, če pa gledam, kaj pa je največji problem, mogoče sem doživel največji problem na začetku NKBM-ja, pa bil že v vlasti Američanov. Že kar nekaj časa. Tako, in sicer, ko sem prišel v podjetje, je bilo v podjetju kar nekaj političnih kadrov.
ki v bistvu so zelo izkoriščali svojo neko politično moč, vsi so se jih bali mogoče v podjetju, bili so pa, bom rekel, ne najbolj kompetentni za delo, ki so ga pokrivali, če lahko temu tako rečem. No. Torej so bili na nekih starih lovorikah v bistvu. Starih lovorikah pa mogoče izbrani tudi na neke pozicije ali pa napredovan znotraj podjetja, ko so bili enkrat znotraj na neke pozicije, za katere niso imeli glih najboljših kompetenc, ki bi lahko dobil na trgu boljšo osebo, da bi to vodila. Ne bom rekel, da nobenih, ampak boljšo osebo. Ampak je potem novi lastnik privatni to na nek način počistil? Je dejansko postalo pomembno, kaj znaš, koliko si dober in koliko delaš? Absolutno. To se je res v naslednjih letih zelo spremenilo. Mislim, zelo veliko je bilo menjav. Ne govorim samo politični, tudi ostalih. So bili tudi ljudje, ki niso imeli nobene veze s politiko, pa niso bili več primerni za oči novega lastnika in smo se tudi to spremenjali. Ne. Ampak definitivno, to pa sem spoznal pri Američanih, kakor se kruto sliši, njih zanima samo doprinos. In dejansko Apollo kot Apollo nikoli ni imel težave z denarjem za plače, torej koliko bo komu plačal. Imel je pa težave z uravnilovko. Torej težave, jaz nisem imel 5 let mandata, da bi dvignil osnovne plače. Medtem ko za variabilo smo pa lahko dodali zraven denar, kakorkoli. Njihova osnovna mantra je bila, boljši ljudje ne dobijo več, boljši ljudje morajo biti plačani več, ko jih dobimo na trgu. Če boste najdli najboljše na trgu, težko jih dobiti v Maribor, pripeljte jih tudi, če so dražji, kot je v bistvu benchmark na trgu. Ni to nas ne zanima, tako kot smo rekli, če prije kdo, ki ga res rabiš, da bo nekaj obrnil, ga bomo tudi plačali. Ampak ne bomo dali pa vsem enako, pa vsem veliko. Dejansko so tako gledali. Zdaj pa, če odgovorim samo še na to, kaj pa se mi zdi pa problem pri teh kadrih, je pa to, da se marsikdaj pa vsem postavi na neko pozicijo nekoga zaradi česa druga ali nekaj drugega, bom rekel, ki je naredil nekje druge, nekaj drugega, pa kdo roko mi ali pa česa druga in ni najbolj primerno za tisto pozicijo. In zdaj je pa tako. Če je tista pozicija samo, bom rekel, nek denar, v redu, verjetno veliko podjetje si to lahko prvoši, da nekoga da dam. Če pa ima tista pozicija nek vpliv na, bom rekel, nek proces dela, na ljudi, na karkoli in to vodi nekdo, ki ni dovolj sposoben za to, pa rata velika težava za podjetje. In to bi pa jaz mislim, da bi se morali zavedati tudi, bom rekel, vsi predsedniki uprav, torej tudi, če ima kdaj pritisk, da mora koga vzeti, mora malo gledati na kaj pa na kako pozicijo. Ne. Zdaj, v času, zakaj tega mogoče ni bilo v času, ko sem bil na Telekomu, je bil še en drug razlog. Ne samo to držanje glasovalnih pravic, jaz sem prišel, če si iskreno takrat, je bil Telekom že toliko težav, da so se vedeli, da bo treba narediti program presežnih delavcev in število zaposlenih zmanjšati. Sindikati na Telekomu so izredno močni. To so bili ves čas, še danes so. Tako kot v Luki pa v železnici. Zdaj, če hočeš kaj takega narediti, se tudi uprava preklet dobro zavedla, da ne more po eni strani reči, toliko ljudi bo šlo ven, to bomo naredili, zmanjševali pravic, tukaj bomo pa prijateljske ljudi noter na veliki. To so pa se vsi zelo dobro zavedali, da oboje pa ne gre. Ne. Tako da je bil to tudi mogoče za tega čas, da nisem imel nekih teh pritiskov, za kako zaposliti, to ne vem, ampak se pravim. Ne. Vzeti službo. Omenili smo nagrajevanje. Kako vi, glede na to, da se lahko popolnoma na podlagi lastnih izkušenj odločate za nagrajevanje, samo preko kakšnih božičnic oziroma 13 plač, ki so sicer nekoliko razbremenjene, pa ne povsem. Imate kakšne druge opcije? Veliko se zdaj recimo govori o nagrajevanju zaposlenih tudi skozi opcije lastniške in podobno. Bi to vam recimo prišlo prav, oziroma ali so te stvari, ki so v tem trenutku že na voljo, dovolj, da te kadre, sploh kakšne tujce, čez leto dobro, ko delajo, nagradite in zadržite? Recimo, da jih lahko nagradimo glede na uspešnost projektov. Doskrat vežemo te, bom rekel, najbolj odgovorne ravno na uspešnost projektov, na neke procente iz tega dela. To je, mislim, da je ta glavna stvar, ki jih kar se denarja tiče, motivira. Ne. Zdaj, recimo, da rečemo jim običajni zaposleni, ne. Ampak te pa dobivajo lahko mesečne nagrade v tisto variabilo, ne, ki ste jo prej omenili. Imate torej plačo sestavljeno iz fiksnega? Imamo fiksni del in potem imamo pač neke kriterije, na osnovi katerih lahko nekdo dobi, ne vem, 10, 20, 30 ali pa tudi več procentov nekega variabilnega dela. Ne. Lahko kdo dobi tudi manj, ker običajno tudi v kakšnih državnih podjetjih je to, ampak nikoli nobenega človeka ni bilo, ki ne bi dobil skoraj da maksimuma. Lahko dobi tudi manj, ja, ampak moram reči, da tega se kar izogibamo. Ne. Se zgodi, da kdo res ga včasih kar ponavlja neke neumnosti. Ne. Prva stvar je, da se pravimo pogovoriti, kje je problem,
Ne, včasih je mogoče problem, ki ne izvira iz službe, ampak je to neki, kar je z njega, rečemo, privatnega življenja, pa se tu prenaša pol na delo v službi. Se pa zgodi, da je tu res tudi šlamparija, ne, po domače povedano. Enostavno se mi fučka po domače in nisem odgovoren. In če bo že nekdo rešil, če sem narobe naredil danes, pa jutri, pa po jutrišnjem. Tako da mogoče smo to, ne vem, v lanskem letu naredili enkrat ali pa dvakrat, tanke se je to res nekaj kar ponavljali, dokler nismo malo v žep zarezali. No. Niso bili to neki drastični zneski, ampak očitno je tu neka stvar, ko pol na konc pa preseka zgodbo. Edina, ki dejansko zares pomaga. Pa če je to 5 evrov, je 5 evrov, nema veze. Ne rabeš vzeti veliko. Ne. Kaj pa opcija nagrajevanja zaposlenih z deležem podjetja, kar se veliko govori, zdaj je spet spor med Ministrstvom za gospodarstvo in za finance, kako se to obdavčiti, ker zdaj sicer ta možnost obstaja, vsekakor pa davčno ni ravno optimalna, ne za zaposlene, ne za lastnike. Ste kdaj razmišljali v tej smeri, da bi saj en delež podjetja, ki je že dolgo v družinski lasti, morda prepustili zaposlenim in jih s tem motivirali, sploh morda te mlajše, ki pravite, da ne radi prevzemajo odgovornost? Težko jih ti motiviraš, bom rekel, z denarjem, tako kot sem prej rekel, če oni nimajo nekega druga cilja, ne, pred sabo, bolj to. Imel bi, ne, jaz sem recimo delal, preden sem začel s svojim podjetjem, v podjetju, ko so bili en del lastnikov delavci, en del so bili pač neki skladi, ne, se pravi jaz kot, ne vem, direktor sem bil odgovoren za podjetje, kam se mu razvijali, kako bo šlo. In delavci kot lastniki, recimo, jaz imam izkušnjo, da so bili slabi lastniki, ne. Njih je zanimalo, kaj bomo vzeli ven danes, ne kako bomo mi jutri po jutrišnjem pa čez eno leto preživeli. Ne, in je bilo težko kar krmariti to, ne. Tako da, pa še večinski so bili recimo v nekem obdobju, ne. Tako da jaz zaenkrat nisem resno razmišljal, da bi, ne vem, kako lastniško drobil to svojo zgodbo. Ja. Veliko poslušamo o praznem kadrovskem bazenu, ne? Tako po številu zaposlenih, v končni fazi imamo že več kot leto zgodovinsko, ne, visoko zaposlenost, zaradi starajoče populacije in tega, da pač te tako imenovani baby boomerji odhajajo v pokoj, se upokojuje veliko število ljudi. Mlada generacija želi delati na nekoliko drugačen način, morda malo manj, bolj fleksibilno, druge oblike dela in podobno. Je kadrovski bazen dejansko cel prazen ali prazen samo, kar se tiče politike, a ne? Sploh zdaj, ko se iščejo novi ministri, saj v zadnjih pol leta nekako ni bilo lih zdaj velikega boja za neko ministrsko mesto, ne? In vse bolj kaže, da ministrica za pravosodje je tako rekoč že zapustila prostore, medtem ko druga je nekako na pol ali je ali ni, ne? Ta zadnja, recimo, ki smo jo dobili za kmetijstvo, je bilo kar nekaj, pa afera z izobrazbo, pa vsekakor ne nekdo renomiran, ki bi ga tudi kmetje prepoznali kot nekoga, ki jih bo peljal neko dobro kmetijsko politiko. Je kadrovski bazen sploh v političnem delu prazen? Moram reči, da slabo poznam, ampak verjetno oni črpajo tudi iz enih vrst, kjer so tudi mogoče neodvisni kandidati, ki morda še niso člani strank in podobno, v enem trenutku se ozreš tudi na to, ne. Jaz mislim, da je bolj problem politike v določeni meri, tisto, kar smo prej omenjali, kako priti nazaj na neko zaposlitev ali te bo še čakala. Vidimo, da je rok trajanja kratek, podobno se dogaja tudi v upravah državnih družb, ne, kjer so izjeme, lepe izjeme, kjer so to lahko ponavljajoči mandati, ne, ampak nikoli ni fino, da prideš nekam pa rečeš, če se bo menjala vlada, se bo menil nadzorni svet, se bo menil jaz, ne. Tudi zdaj je vlada že v svojem mandatu globoko nota, ne. Nekih zagotovil ni, ne. Zdaj, če bi mi imeli neko mogoče drugo vzgojo teh kadrov, pa delo s tem bazenom, pa podmladki, ne, bi morda bilo lažje, ne, je pa teh odhodov bilo kar veliko, no. Tako da verjamem, da ni lahko. Kaj pa, če gledamo, čisto rekli ste, veliko delamo z SDH, če gledamo čisto SDH, ne, Ja. kar nekaj državnega premoženja še vedno imajo težavo pridobiti
kakovostne nadzornike, ki potem seveda lahko imenujejo kakovostne uprave državnih oziroma pretežno državnih družb. Zdaj, koliko je danes še zanimivo postati nadzornika, je to, kar je bilo danes tudi že rečeno, to izjemno veliko prevzemanje odgovornosti. Če je to bilo pred 10 leti nekaj, kar so mislili, da je še častna funkcija, pa da ne prideš na sejo, pa da daš na seji ven iz kuverte kakšno gradivo, in kompleksnost nadzora se je povečala, zahtevnost, odgovornost, skladnost, pravzaprav z marsičem, kar skozi počnemo, je to postalo že mal manj privlačen poklic, ne poklic, funkcija, poklic nimamo nadzorniški in plačila so, ne glede na to, da omenjamo tudi zdravnike in je to dodatno plačilo, glede na odgovornost, tudi včasih čas, ki ga porabimo, relativno nizka. To je vedno tudi dodatno plačilo poleg plače, ki že imaš te spet dohodninsko, morda vrže v nek drug dohodninski razred, te spet navzdol potegne, lahko so neutralno. Delaš in dobiš isto, na koncu. To niso visoka plačila, tudi niso bila indeksirana, ampak to je sam higienik. Predvsem to, koliko ljudi še hoče prevzemati odgovornost, želijo pa v glavnem transparentne postopke, ne želijo, ko se pojavijo kot kandidati, ne za nadzornika, ne uprave, da potem se začne neka medijska vojna, pa si diskreditiran in to. To je tudi problem žensk in pa vstopa na to. Želijo biti tudi povabljene, zdaj, ko se omenjajo tudi tako imenovane ženske kvote za sestavo organov odločanja, to predvsem uprav pa nadzornih svetih v javnih delniških družbah, pa tudi v državnih, glede na zadnji predlog za GD1 moramo tudi pristop razlikovati, to jim doskrat rečem, to je malo drug, moški se hitro javijo. Brala sem neko raziskavo, da kar precej tiho, da če izpolnjujejo moški 60% vseh predpisanih zahtev, se javijo, ženske se javijo samo, če izpolnjujejo 60%. Čim nečesa enega kriterija ne izpolnjujejo, se ne počutijo dovolj kompetentni. Medtem ko moški reče, bom že nekako, bomo že tole nekako. Mislim, to je priučila, malo pofejkala ali karkoli. Vzgoja, tudi ena taka, opažam to in pri sebi in pri kolegicah, tako da se včasih enostavno spodbujamo. Tudi jaz sem bila tako, da sem bila v resnici povabljena. Jaz, če mene ne bi povabili, meni še v resnici ne vem, koliko časa ne bi na pamet padli. Ne bi sami želeli. Kratko vprašanje, imate vi kakšen je pri vas delež žensk, glede na to, da ste opremljali jaht, da ni ravno kot v resnici 3 imamo zaposlene. 3 imamo zaposlene. 10%. Ja. Ali pa rečemo 10, recimo. Da upam, da ženske saj pijajo šampance na jahtah, ki jih bodo opremljene. Jaz verjamem, da tam jih je več. Tam jih je zagotovo več, kot moški. Ker lastniki povabijo potem več. Saj nekje smo Nekateri se radi pohvalijo s tem, to pokažejo na raznih medijih. Pri ponudbi za plače in odgovorna delovna mesta, tako pač gre za vprašanje žensk. Jaz mislim, da to zna biti izzivno, še vedno. Pa tudi imeti nadzornika, ki se tiši v smislu na vsak način, katerokoli nadzorniško pozicijo, ponavadi sicer je omejeno po ZGD-ju na 3, ampak ponavadi to te breme, ti razumeš to odgovornost kot breme, takrat si dober nadzornik. Ni lahko, mi smo tudi slava in ugled in denar. Tudi zdaj tipično zavarovanje odgovornosti, ki je nekaj, kar ščiti primarno interes družbe, ampak to moraš imeti, da sploh vstopiš na tako funkcijo. Ti si še v državnih družbah 10 let, te lahko odškodninsko to že. Jaz se že po 10 letih, če se začne kaj na sodišču, detajle, soglasja, tako res tako si ne predstavljam. Tako da verjetno bazen obstaja, tudi verjetno imamo kakovostne posameznike, dostikrat najdejo pot k nam na izobraževanje, ko smo začeli med korono tudi preko Zooma in tako nadaljavo delati. Slovenci v tujini,
Pa so bili veseli, pa iščejo stik, pa nazaj. Pa, tudi zadnjič sem bila na enem izobraževanju v Bruslu, je bila ena kolegica Slovenka, živi v Parizu, sem rekla, ne prijavi se, ne. Rabimo kakšno znanje, tako je. In nek drug pogled, ne. Na SDH sem ji poslala link in tako, no, tako da verjetno ni lahko, je določen postopek, kar se tega tiče, no, ampak je izziv, tako kot pri vsaki funkciji ali pa poklicu, no, zdržati ta bazen. Ja. Hvala lepa vsem trem za vaše mnenja, doprinos k temu podcastu in seveda za čas. Srečno vsem trem vam za poslovanje, predvsem žensk, le za ozaveščanje in pridobivanje ženskih nadzornic. Hvala. In ženskih vodilnih kadrov v državnih in nedržavnih družbah. Tako še enkrat hvala lepa. To je bil še en podcast SBC Aktualno, tokrat na temo kadrovanja. Kot rečeno, vabljeni k ogledu, poslušanju in pa srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.